Kaj, zdaj kje je zba? Ja, na dopustu. Kak dopust? Jaz sem 2 tedna delala, ko zmešana, ne za 60 pogodb sem delala. Jaz tudi šla na dopust. Kdo pa je što? Ne, to je najna sestrična Joška iz Nove Zelandije. Malo jo imamo na uvajanju. Ma jaz vam tebe dojsti, deli, baba, blesava, daj mir. Glej in se uči. Predsednik vlade Janez Janša je vodje parlamentarnih strank seznanil z delom komisij, ki sta jih slovenska in hrvaška vlada lani ustanovili za reševanje vprašanja meje. Predsednik vlade je bil v svojih ocenah zadržan. Maš, si? Denis Arkeč-Veselj, ste zdaj po tem sestanku z predsedniki prepričani, da je slovenska stran bolj enotna? To ne vem, zagotovo pa je bolj informirana. Najbolj nezadovoljen pa je, kot kaže, svojim obrambnim ministrom. Kakšno je vaše mnenje o včerajšnjem obisku Karla Erjavca pri Jošku Jorosu? Ne najboljše. Denis je premierju predstavil tudi svojo idejo o tem, kako organizirati spravno srečanje med njim in Ivom Sanaderjem. Boring. Kva? Kam? Ej! Ja, prav ne. Ena manj. Ali bi, če bi prišlo do sestanka med vami in vašim prijateljem Ivom Sanaderjem pri Jošku Jorosu, to povzročilo nov incident ali bi se morebiti strasti pomirile? To je bilo zagotovo vam veliko veselje. Ne vem, če do tega več. Predsedniki strank SDS, SD, NSI in SLS so bili s pogovori pretežno zadovoljni. Sestanek ni izpolnil pričakovanj vodij opozicijskih LDS, Zares in Lipa. Predsednika strank SNS in Desus pa po srečanju nista dajala izjav. Dosežen je dogovor, da se bo slovenska vlada odzvala sorazmerno z ukrepanjem hrvaške strani. Mislim, da je zelo pomembno, da se ta enotnost glede zunanje politike Slovenije na takšnih vprašanjih, kot je ta naše meje, da se to obdrži in da se to tudi goji. Meni se zdi pomemben dogovor, načelen dogovor predsednikov parlamentarnih strank in predsednice, da ne bomo izkoriščali v smislu predvolilnih kampanj ali pa nabiranje predvolilnih točk te teme. Torej, na omenjenem sestanku se ni zgodilo nič bistvenega. Predsednik vlade je povedal njegovo stališče, vsak od ostalih predsednikov strank je izpostavil svoj pogled, brez kakršnega koli zaključka in brez skupne vizije. Zame je to ena izgubljena priložnost, da neko novo osnovo postavimo za naše nadaljne ravnanje v zvezi s Hrvaško. Bilo je veliko govora o aktualnih rečeh, ki mislim, da je po večini ta govor dokazal, da ni nič lažjega, kot delati notranjo politiko na zunanje političnih vprašanjih. Jaz se temu nisem pridružil ne na sestanku in se ne nameravam niti tu. O plinskem terminalu v Tržaškem zalivu, komentar dneva Franci Kek. Soočeni smo željami po postavitvi plinskega terminala na Koperskem. Očitno gre za scenarij, po katerem bi bila volka sicer sita, koze pa bi na žalost pocrkale. Namreč celo vlada je sklepom z dne 3. januarja 2007 zavzela stališče, da bi postavitev plinskih terminalov v Tržaškem zalivu negativno vplivala na okolje, zdravje ljudi in razvoj. Upamo, da vlada ne bo sledila dobičkonosnim izračunom multinacionalk na račun kvalitete življenja svojih državljanov, ogroženosti turizma in ukinitve ribištva. V tem primeru bi bila postavitev terminalov lep primer za knjigo Noama Chomskega Profit pred ljudmi. Namreč v igri je velik kapital, ki lahko pomaga pri določenih raziskavah, razmišljanjih določenih novinarjev in se dogovori z oblastjo za določeno neustrezno odškodnino. Ustrezna odškodnina namreč v tem primeru ne obstaja. Zato pričakujemo od Ministrstva za gospodarstvo, da ne izda energetskega dovoljenja za postavitev plinskega terminala v Kopru. Slovenija se mora pač odločiti, ali bo imela 42 km luke, skladišč in industrije ali kaj drugega.
Prihodnjo soboto bodo v Ljubljani spet demonstracije, tokrat jih organizira Evropska konfederacija sindikatov. Pričakujejo, da se jih bo udeležilo več kot 20.000 sindikalistov iz 25 držav. Hkrati bo na Brdu, kako praktično, potekal sestanek evropskih finančnih ministrov in Evropske centralne banke. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Dušan Semolič je pojasnil, da gre hkrati tudi za turistično priložnost. Ziher bo imel medenjake. Prišli bodo daleč, verjetno bodo lačni, zagotovo, tudi ženi, zagotovo, in vse v tem delu bodo naši turistični delavci imeli kaj delati. Poslanec SD Miran Potrč je vesel, zadovoljen in hkrati presenečen nad tem, da zakon o zaključku postopkov nacionaliziranega premoženja ni bil izglasovan. Jaz upam, da bo to dobra šola vladi in predlagatelju ministru Šturmu, da bo videl, da tudi v koaliciji nima podpore za take rešitve in da ponovno tega zakona ne bo predlagal. Posebej zato, ker se denacionalizacija lahko, zakonito in v doglednem času resniči tudi brez tega zakona. Če sem vas prav razumel, ker ste presenečeni, niste izlobirali teh par glasov, ki je zmanjkalo za podporo, se pravi na vladni strani? Ne, ker so med njimi takšni, ki nažalost jih lobirati ne moremo. V dvorani Slovenske Matice se je pričel simpozij Kultura, družba in tehnologija, ki ga je pripravil Inštitut Jožeta Pučnika. Po uvodu Mihe Brejca, unga z metuljčkom, in Milana Zvera, unga ne vem kako že, je razpravo pričel sociolog Tomas Lukman. Sledili pa so Boštjan Žekš, Matevž Tomšič, Žiga Turk, Bernard Nežmah in tri pikice. Predsednik sveta inštituta Miha Brejc, un z metuljčkom, je v pogovoru za Vest ob tej priložnosti izpostavil, da v slovenskem prostoru na področju družboslovja ni prave razprave. Kadar organizira neko strokovno razpravo, ena stvar, so predvsem z ene strani ljudje povabljeni in se udeležijo, kadar druga stran, druge strani. Mi mislimo, da to preprosto ni dobro. Pravite, da ste poslali vabila za udeležbo na tem simpoziju, kako na vsem univerze, fakultete? Ja, tako je. Ne? Gre za praktično celotno družboslovje, no, tako ne rečem. Ker mi mislimo, da je to potrebno. Ampak pravega odziva ni? No, letos... Ali pa če, ne vem, kakšno je še? No, lani, recimo, da smo imeli enega, ki je recimo iz neke inštitucije recimo prišel, ki recimo spada v bolj, kako ne rečem, pogojno levi del. S FDV je prišel kdo? Ne, no sej, prišel je Adam, ne. Podjetje Logitech, Miki, a je to Logitech, Logitech? Ne vem. Ne veš? Podjetje Logitech je pediatrični kliniki podarilo 10 spletnih kamer, ki naj bi otroke med okrevanjem približale njihovim družinam. Komuniciranje prek spletnih kamer vam bo omogočala ravno to. Neposreden stik z njimi in krajšanje včasih... Neposreden stik z njimi in krajšanje včasih predolgih dni na kliniki. Pozdravljaj Gorensko, ano? Ja, to je ga. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. V tovarni Rog. Miki, veš ti, ki je Rog tovarna? Ja. Veš? Ja. Vidite, ko imamo omogočarko. V tovarni Rog so se zbrani na javni tribuni odzvali na poskus Zorana ljubljanskega župana Jankovića, da Rog zapre. Gašper Kralj nam je takole predstavil idejo javne tribune. Javna tribuna, kaj je to? Opažamo, da nova oblika vladanja v mestu, neoliberalno vladanje v mestu, pravzaprav teži k temu, da se javni prostori ukinjajo. En takih primerov je tovarna Rog v Ljubljani, ki je v zadnjih 2 letih pokazala, da je takšna drugačna produkcija pravzaprav medčloveških odnosov mogoča. Mercator je priredil sprejem za novinarje v mestnem muzeju. Bilo je zelo kulturno, zbranim pa je kuhal sam predsednik uprave Žiga Debeljak. Kot vidite, sem preživela, kajti poskusila sem košček peciva. Še vreme. Pomnoženo.
Iz ljubljanskega studia 136 to so bile Vesti na vesti. Ostanite še naprej z nami.